Jaz sem bil takrat lih dober teden polnoleten, ne, in sem bil že zaradi tega ful ponosen, ne, sam nase pa tako, ne. Pa tudi tako zanimiv cajt je bil, ne, ker pač Slovenija se je vcepila, ne. 18 let smo bili takrat stari, polni entuzijazma, vsi navdušeni, kaj se bo zgodilo. Jaz sem bil takrat 17 let star. Mogoče se nisem čisto zavedel, no, kaj to pomeni. No. Mogoče je bilo to samo neka sprememba, nekaj, da se je dogajalo, neki nov začetek. Ne. Rojen Ljubljančan, živel sem v centru, drugače na Komenskega. Del ekipe sem bil pa zato, ker v bistvu moja stara mama je živela v Gunclah in sem se tam skonektil z njimi, v bistvu prek bejzbola dobesedno. Odraščal sem v Stanežičah, no, to je v bistvu v bližini Guncelj. Tam smo se s fanti tudi dobivali v Gunclah, no. Začeli smo skupaj tudi bejzbol igrati, tam smo se dobili. Pač v lokalni gostilni smo se pa pol družili tudi pol zvečer. Iz Ljubljane, iz Vižmar, tako kot v bistvu pač ta družba, ne, smo bili več ali manj iz tega konca, ne. Ekipa se je dobila zvečer pri meni, ponovadi so se pri meni dobili, pa smo pa iz Komenskega šli naprej not v center. Nam je bilo všeč, da se Slovenija osamosvaja in zato smo šli tudi pač v center mesta, da podpremo pač to osamosvojitev. No. Takrat je bil nekako tak zanosno mladinski in smo vsi odšli tisti večer v Ljubljano, no, proslavljati, ne. Da, jaz sem na to že pozabil, ne, samo pol, ko sem videl sliko, ne, sem se pa pol spomnil te proslave, pa to, kako so oni te majice delali. Pa pol, ko smo se tam dobili na trgu, ne, na sami proslavi. Pa Krambergerja se tudi še spomnim, on je tam z eno opico imel na rami, pa zastavo mahal slovensko, ne. On je bil itak takrat zelo popularen, ne. Pa že prej tudi po Ljubljani, ki sem še srednje šole hodil, ki one svoje knjige prodajo. Tako, no, zanimiv. Veselje, majčke smo sami natiskali, okej, to moram povedati. Nabavili smo najdeli eno barvo za tekstil, jaz sem imel doma airbrush, naredili smo šablono in smo nabavili najbolj pocen Fruit of the Loom, bele majčke in smo pošpricali doma, tako da vsak je imel tisto majčko. Meni se zdi, da smo neko mladini videli jaz sem čisto cepljen, v glavnem nam v družbi se nam je zdelo the best, smo rekli, dajmo to uporabiti in zato smo ga uporabili. Spadali zraven, ker mi smo šli kao ven iz Jugoslavije in mi smo bili kao odcepljeni. To je to. Kolega prijatelj samo je te majice natisnil, nekaj smo jih tudi s tem emblemom smo jih tudi kupili, no. Vmes smo šli žurati dobesedno, no, kaj ne rečem, mladi, vsi zadovoljni. Kva se je pa pol naprej točno v samem centru dogajalo, pa to je pa bolj blurry, če lahko povem. To je to. Čakali smo, da bo, mislim, nekaj novega, ne, v eno novo obdobje greš, ne. Sam pol je bilo pa to drugi dan spet vse drugače, ne, ker mi smo ga tam srali po domač povedali, ne, na zabavi, ne, pol drugi dan je bilo pa tako, nam ni bilo pa nič jasno, ne. Jaz sem takrat itak še delal prek študenta v eni pekarni v Šiški in sem šel direkt iz proslave, še malo pod vplivom alkohola sicer tako, ne, in v bistvu zjutraj, ko sem šel domov, mi ni bilo čisto nič jasno, ne, ker tle v Šentvidu je bilo polno unih avtobusov nastavljenih, pa vse razbit. Pol sem se pa itak vozil vsak dan še delati tja, ne, po noč, ne, ampak načeloma bom tako rekel, no, ni bilo nekih, da bi bilo nevarno ali pa da bi se bal ali pa ne vem, no. Mislim, da je bilo tako meni, kot nekaj drugačnega, ne. Zjutraj je bil kar malo šok, no, ker prejšnjo noč smo malo proslavljali, smo šli domov, zjutraj me je brat zbudil, da so tanki v Šentvidu, no. Sem šel takoj, smo šli prižgati televizijo, vidimo tanke, tako da sem se v bistvu takoj usedel na kolo in sem pač
3 km sem šibil do Šentvida, da vidimo, če nisem mogel verjeti in da vidimo, če je to res to, kar se dogaja po televiziji. No. Ja, bilo je resnično. Ja. Mi slišimo po radiju, kao, da gre kolona tankov proti Ljubljani in mi vsi pametni po avtocesti, da bojo prišli po Gorenjski avtocesti in v Ljubljano, in mi vsi pametni bomo šli mi to ogledati, kako bojo to fante prišli iz Tanke gore. Najdemo en daljnogled, ne vem, kdo ga je imel, in mi s kolesi do končne enke in peš naprej. Mi gledamo, vidimo naše fante, teritorialci so bili gor v gozdu, olej, tam so naši, pa še prav iz prstov smo kazali, pa bla, bla, bla. Ni 3 minute, ko pridejo, stoj! Roke gor, mi vsi v strani, roke gor. Sta pa 2 teritorialca prišla odvzat, upirane puške, dobesedno, kva mi kle delamo. In mi vsi, slišali smo, da bojo tanki prišli, pa kao, klej boste pa ustavili, kao. Pa kao, mislim, oni da sta čisto norela, kao mularija, beste stran, so eni policaji prišli, so nas pol eni policaji stran odpeljali, tisti daljnogled so nam zasegali, kao. Pa smo pa, to se še spomnim, en od nas se je pol nazaj pijel, ful prosil, če se lahko dobi daljnogled nazaj, pa so nam ga vrnili. Je bilo pa res, da ljudje so bili pa takrat panični in mislim, da smo mi takrat pekli te prve 2-3 dni tisti kruh kanori, ne, do 3 popoldne vsak dan, ne, ker so se pač ljudje bali, da bo vsega zmanjkali in so takrat kupovali vse kanori, ne. Je bila pa ena izkušnja zanimiva, ker jaz sem živel blizu te vojašnice v Šentvidu in oni so takrat vso to svojo tehniko naložili tam na vlak, na to postajo, in jaz sem še enkrat po noč ven, ne, mi smo normalno ven hodili, ne. Pa kadili smo takrat že vsi, ne, in jaz sem takrat faracek doma pozabil in nisem hotel dam, ker bi mi fotar, ker bi me not zaprl v bajto, ker me je več ven pusto, ne. In sem šel pol one vojake žicat, ker sem jih tam videl, ne, kad kadijo čez dan, ne, če mi da kdo ogenj, ne, in se en takoj zadrl stoj pucaču, ne, ker sem imel pa mrtvo stražo, ampak jaz tega takrat nisem vedel, ne. In sem rekel, okej, sorry, in sem šel, v bistvu se ni nič zgodilo, lahko bi bil pa sranje, ne, sam načeloma ni bilo nič. Spomnim se tudi incidenta, ki je padel helikopter dol. Jaz sem bil klele v Ljubljani še takrat, nisem bil v Gunclah, sem se sam na motoru sedel, so šel hitro kaj gledati. Taka grozna slika, vse se še kadil, tiste štruce so na tleh ležale. Grdo. Takrat se spomnim, ker je bil ta pok nad Ljubljano, ki je mig zvočen zid prebil, ne, pa ko so Brnik napadali, ne. Pa slišal sem, takrat smo že vsi Radio Študent poslušali, da je tisti helikopter dol padal v Rožni dolini, ne, ker so šli oni takrat tudi prav tja, ne. Tako, v bistvu, tisti je bilo malo grozen, recimo, ne, ker nismo vedeli, a bojo zdaj res z avioni napadali Ljubljano ali ne, ne. Ampak pol se to, hvala Bogu, ni zgodilo, ne. Ko je bil ta drug letalski alarm, sem bil v Gunclah pri stari mami in stara mama pa star oče, to sta letela dol v klet. Mi mulci smo pa vsi gor, kao da bomo videli letala, ne, in starata se je drl, marš dol, ni pa gor, ne. In se videli ta razlika v generaciji, stara mama pa star oče sta že doživela eno vojno, sta čisto drugače razmišljala. Mi smo pa sam kao, kje bo kaj pokali, kje se bo kaj videli. Budale, ne, ampak tako je bilo, ne. Bolj brezskrbno smo mi v bistvu to preživeli, kakor pa recimo starejši od nas, ne, ki so mogoče že tudi eni, recimo moja stara mama je tako obe dve vojne preživela, ne, in prvo in drugo, ne, in je bila res, bom rekel, takrat zelo zaskrbljena, ne. Mi se niti nismo toliko dosti sekirali, pa tudi po mojem se nismo sploh zavedali, kaj je bi lahko to pomenilo, ne. Pa se je vse srečno končalo, pa Jugoslovanska armada je pol odšla, ne, oktobra. Bili smo mladi, vse se nam je odpiralo, vse možnosti, ne, ok, Jugoslavije ni bilo več, Slovenija, kako bo to, kako bomo šli to naprej. Ja, bilo je zanimivo, no. Nekaj novega se nam je odprlo, ker smo bili 17-18 let stari, pa nas je zanimalo, kam gremo, no, kam nas ta pot vodi, no. Takrat smo se mi osamosvojili, v bistvu se je to dosti hitro za nas končalo, pa dobro, ne.